Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Digitalno izobraževanje. Z vami sem Rok Gumzej, strokovni sodelavec centra Logout in danes bomo govorili o informacijski pismenosti. Kako mladi danes iščejo informacije, kako jim lahko pri tem pomagajo starši in učitelji in katere ovire tukaj prinesejo največ frustracij. Z mano boste danes govorili o tej temi dve sogovornici. Z mano je področna svetovalka za knjižnično dejavnost na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo Romana Fekonja in pa profesorica, doktorica Polona Vilar iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Kako sta? Bi kar bilo. V redu, hvala. Pripravljeni, da malo naslovimo temo informacijske pismenosti. Mogoče za začetek za naše poslušalce, kaj v bistvu informacijska pismenost zajema? Kaj ta pojem opisuje? Zakaj je pomembna in še posebej zakaj je pomembna danes za mlade? O tem se da povedati zelo veliko, zelo na dolgo in široko. Jaz bom seveda poskusila zadevo malo strniti. Mogoče najprej povem tisto, kar se najpogosteje zgodi, ko se pogovarjamo o informacijski pismenosti, in sicer kaj ni informacijska pismenost. To ni obvladovanje računalnika, to ni iskanje samo v digitalnem okolju. Bom tukaj kar piko naredila. Informacijska pismenost se pravzaprav nanaša na kakršnokoli, dajmo reči, obvladovanje informacij. Se pravi, gre za to, kako informacije, da vemo, kako informacije nastajajo, da vemo, zakaj so takšne, kot so, kako o njih razmišljamo, presojamo, kako jih vrednotimo in bom se zdaj navezala na tisto, kar ste rekel, kako jih iščemo, zakaj jih iščemo, kdaj jih mogoče ne iščemo ali kaj podobnega, pa seveda tudi, kaj storimo s tistim, kar najdemo. Se pravi, kako te informacije potem uporabimo. Ali pri učenju, ali pri nastajanju nečesa novega, ali kakorkoli. Zelo radi rečemo, da nas obvladovanje informacij opolnomoča. Opolnomoča kot posameznike, opolnomoča kot, če hočete, državljane tudi v odrasli dobi. Tako da mogoče toliko za začetek. Torej, da ni to ta zmotno mišljenje, da je to mogoče samo neko iskanje informacij in da je to samo nekaj, kar jaz se vsedem za računalnik in potem znam operirati z napravo, ampak da je to tudi razumevanje, vrednotenje, tudi uporaba informacij. Tako je, če smem še eno svojo osebno izkušnjo. Sam termin informacijska pismenost se je v knjižničarskih krogih pojavil že tam v 80. letih prejšnjega stoletja. In se spomnim, ko smo začenjali študijem, kaj pa informacijska pismenost. Računalniki so bili še zelo v povojih oziroma zelo redko dostopni. In kaj bomo mi zdaj z informacijsko pismenostjo? Ampak ja, skozi študij, pa tudi že v času srednje šole, se je potem res pokazalo, da je to iskanje informacije ne glede na obliko. Torej, prvenstveno smo se vsi vračali k tiskanim gradivom, k tiskanim virom, kateri so tisti primarni, relevantni in vse to se sedaj ponavlja tudi z drugimi viri, sedaj v digitalni obliki. Ja, jaz bi mogoče danes predlagal za naš pogovor, da malo se sprehodimo čez eno situacijo, kako iščem informacije, kakšne ovire pri tem naletim, kaj s temi informacijami potem naredim, tudi kot sem v uvodu rekel, katere frustracije moram pri tem znati malo nasloviti. In mogoče kar začnemo pri eni konkretni nalogi. Otrok dobi neko nalogo, kako podpreti otroka pri tem začetnem stadiju naslavljanja tega, kako se sploh lotim neke naloge. Rabil bom verjetno neke informacije, z njimi moral nekaj narediti, moral bom to vrednotiti, razumeti in tako dalje. Pa začnimo mogoče na začetku. Kje vidita mogoče ta iskanje informacij pri začetku naloge? Težave, izzivi? Ja, to je najbolj pogosta situacija. Ja. Učenec ali pa kasneje še dijak dobi v šoli neko nalogo, ki jo mora opraviti. Ampak jaz bi informacijsko pismenost in iskanje informacij vezala že na veliko prej. Odrasli to počnemo kar že nekako avtomatizirano, da rečem, ne? Ampak vedno, ko iščemo odgovor na neko vprašanje, se zgodi ta mini informacijski proces. Zdaj čisto v teoriji, Polona me bo dopolnila, gre za definiranje problema, definiranje, torej določitev, kje bomo iskali, omejitev, potem tudi že določitev ključnih besed, šele potem nastopijo viri in iskanje v virih, ne? In nekako je vedno treba najprej pri sebi razmisliti, kaj o tej temi že vem
Ker tudi, ko učenec dobi neko nalogo, naj bo to raziskovalna, govorni nastop, karkoli, seminarska naloga, referati, karkoli mora sam raziskati, je prav, da sam preveri, kaj o tej temi že ve in mogoče na kratko že zapiše in potem je veliko lažje iskanje naprej, ker nekako v svojem znanju umesti to nalogo in kje najdalje išče. Naprej pa seveda tudi viri informacij. Koga vprašamo? Tistega, ki ve. Ne? Ali je to učitelj za določeno predmetno področje, lahko so tudi starši in pa mi bomo navijali seveda za knjižničarja, ki nam zna poiskati pot do informacij. Pa morda Polona na tem mestu še kaj dopolniš. Ja, sej stvar je ravno v tem, ne, da če se pogovarjamo o iskanju, smo v resnici stvar zagrabili na napačnem koncu. Oziroma nismo jo zagrabili od začetka, zato ker vsako iskanje se v bistvu navezuje na nekaj, s čimer se je nekdo otrok, lahko je tudi odrasli, pač srečal. Ne? Zdaj mi temu rečemo problem in na ta problem se potem veže neko zanimanje, neko strokovno rečeno informacijska potreba. Ne? Se pravi, dobro bi bilo, ne, že na začetku te naloge, ki jo nekdo dobi, če je to otrok v šoli ali kdorkoli drug, pravzaprav že vključiti tudi te, dajmo reči, začetne faze. Ne? To se pravi, kaj je zdaj tista tema, s katero se nekdo ukvarja, kaj je tisto, iz česar potem izhaja tista potreba po informacijah. Zdaj sploh se še nismo dotaknili iskanja. Da se pravi, da se najprej opravi neke bolj ali manj temeljite razmisleke, dobro v redu, s čim imam zdaj jaz opravka. Ne? In šele v naslednji fazi potem, ok, v redu, verjetno mi bodo potrebne neke informacije, kako bom jaz do teh informacij prišel. In tukaj se pa začne razmislek, pri katerem se seveda da pomagati. Zdaj, a so to kompetentni strokovnjaki tipa knjižničar, učitelj ali kakorkoli, seveda tudi starši, dostikrat vrstniki oziroma otrok sam. Ne? Kaj so zdaj tukaj ustrezni viri? Ker niso vedno vsi viri dovolj, enako ustrezni. Ni vedno ista pot ta prava. Ne? Se pravi, recepta v resnici ni. Ne? Zato mi tle vedno govorimo o tem, da je treba vsaj v teh fazah razvijati tudi to kritično mišljenje. In veliko je teh ko ne temu rečemo razlag, da se mora v informacijskem procesu kritičen odnos do informacij, kritičen odnos do vsega, kar nas obkroža, vzpostavljati. Se pravi, da pomisliš, kaj je tisto, kar mi je tukaj zdaj sploh potrebno, kam bom pogledal v določeni situaciji. Potem pa šele pride iskanje. Ne? Pa tudi z iskanjem se stvar ne zaključi, ker ko ti iščeš, potem prej ali slej nekaj najdeš. Ne? Kaj bom zdaj s tem naredil? Ne? In tudi tukaj je zelo pomembna vloga odraslih. Odraslih, ki recimo spremljajo otroke. Ne? Da nismo mi tisti, od katerih pride otroku povratna informacija, da karkoli boš pač naredil s tem, kar si našel, je v redu. Ne, ni v redu. Ker to, kar najdeš, načeloma lahko tudi prekopiraš. Načeloma lahko tudi kar nekam napišeš, ne da bi sploh čisto dobro razumel, kaj je tisto. Ne? In zdaj, če bojo otroci dobivali povratne informacije, da je tisto v redu, da sam malo skopiraš, potem smo, kjer smo danes. Copy-paste kultura, kot ti poljudno rečemo. Veliko bolje bi bilo, da bi otroci že v izziv dobivali naloge, iz katerih bi se preko tega informacijskega procesa v resnici, če lahko tako rečem, učili sami od sebe. Se pravi, da bi na podlagi tistega, kar bi našli, potem tudi res več vedeli. Novo znanje, kakor temu rečemo strokovno. Se mi zdi to dobro izpostaviti, tudi kar je bilo izpostavljeno, da še preden jaz začnem z informacijami delati, pogledam vase, katere informacije sploh imam. Tudi moj pogled bo vplival na to, kako te informacije kasneje sprocesiram, jih iščem, jih tudi katerim virom grem. Ne? Rekli ste, iščem informacije, do koga grem, do tega, ki ve. Ampak tudi moja lastna presoja tega, kdo ve. Ne? In še nekaj bi izpostavila, zelo pomembna je motivacija. Zdaj v šolah velikokrat naletimo na umetno ustvarjeno motivacijo in umetno postavljene situacije, ampak veliko bolj učinkovito učenje je takrat, ko pride neko vprašanje ali pa neko preizpraševanje tema, ki učenca samega zanima.
Vse učitelji potem znajo to pravilno ponuditi, dajo na izbiro več tem pri različnih predmetih, pri različnih področjih in že to, da učenec ali pa dijak sam izbere, je veliko vredno, ker ga bolj zanima, kot pa nekaj kar določeno. Najslabše je, ko imajo vsi učenci, vsi dijaki v razredu enako temo in vsi na enak način iščejo. Potem se ne moremo izogniti copy-paste, kot je bilo prej povedano. Seveda. In tudi ni smiselno, zakaj bi vsi iskali na isto temo. Kajti cilj našega tega poučevanja je naučiti proces iskanja informacij oziroma celotnega informacijskega procesa, informacijske pismenosti. Tako, zato ker tako znanje je potem možno uporabiti znova in znova in znova. Ponovljivost v novi situaciji, da bom ravno tako zmogel iti čez vse tiste potrebne, dajmo reči, faze, čeprav niso vedno glih faze, oziroma jih tako ne doživljamo. Sploh otroci niso ravno, zdaj imam 1, 2, 3, ne gre tako. Tudi življenje tako ne funkcionira, se tudi vsi informacijski procesi ne odvijajo od začetka do konca. Kdaj pa kdaj človek odneha ali pa se stvar sploh ne zgodi ali kaj podobnega. Ampak ta motivacija, ki si jo ti omenila, je dejansko ključna in prepogosto na njo pozabimo. To se pravi, stvar, ki me vsaj do neke mere osebno zanima, bo sama po sebi povzročila, da se bom s tistim pripravljena bolj poglobljeno, bolj temeljito ukvarjati in ne bom tako hitro zadovoljna. Na to pozabljamo. Če je naloga delegirana strani nekoga tretjega, potem smo tudi zelo hitro zadovoljni s tistim, kar najdemo, ker ne znamo niti dobro vzpostaviti odnosa, dobro presoditi, kaj je tisto, kar je takrat ustrezno. Torej, da tudi sebe znam najti, mogoče tudi, če mi je ponujena tema, da znam iz sebe najti znotraj te teme neka področja informacije, smer, ki me zanima, in pa potem, da znam s to vsebino v bistvu delati. Ni nujno vedno vsebina, ampak način, kako se bom s tem spoprijemal. Tako je, točno to. In tudi ni vedno ene same prave poti do rešitve. V tem je ravno čar, da poskušamo razvijati to zavedanje, da poti do cilja je vedno več in ni samo ena ta prava. In to je ta umetnost, da se ne učimo samo vsebine. Ja, pridobivamo novo znanje z novimi informacijami, ampak hkrati se naučimo tudi samega procesa, ki ga potem kasneje v življenju uporabimo, tako avtomatiziramo in se ga niti več ne zavedamo. Ko je potrebno, Je pa zelo prepleteno, tako kot si prej omenila. Ja, res je. Če gremo zdaj malo bolj nazaj na konkreten primer, torej dobim mogoče od neke učiteljice neko nalogo, me delno vsaj toliko zanima, da se malo tega lotim. Koliko mi lahko tu starši pomagajo, mogoče za začetek? Ja, da nekako bdijo nad učencem. Mogoče se osredotočimo zdaj na učenca 3. triletja. Dijaki so že mogoče malce druga zgodba, so že bolj samostojni. In starši potem učenca spodbujajo. Ne, da namesto njega naredijo, vem, da je to presneto težko, pa tudi vedno je premalo časa, ker učenci vedno odlagajo na zadnji možni rok. In potem so tudi starši v paniki, kaj zdaj narediti. In se velikokrat žal zgodi, da kar starši večji del naloge opravijo na mesto učenca. Ampak saj se vsi zavedamo, da to ni prava pot, ampak velikokrat pač ne gre drugače. Mogoče so starši učencem podporo v tej smeri, da ga ves čas sprašujejo, kje si to izvedel, kako boš to povedal, kako boš to pokazal, ali si prepričan, da je to prav. Razloži mi, kje si, do česa si zdaj prišel, kaj bo tvoj naslednji korak, zakaj? Kaj je novega, kaj je zanimivega, kaj si izvedel. In ga ves čas nekako potiskajo naprej na tej poti raziskovanja. Obenem pa seveda tudi ne smemo pozabiti na šolo. V šoli bi morala biti tista prva podpora. Zelo dobra praksa se je tudi kasneje izkazala v enem projektu, da ko učitelji in strokovni delavci na šoli med seboj sodelujejo, so rezultati res zelo dobri in se tudi učenci naučijo procesa. Ne samo tistega znanja in ne oddajo samo naloge kar tako, da opravijo svoj del, ampak da, kot primer čisto konkretno, učitelj da temo učencu oziroma si jo učenec izbere in potem vsake toliko časa, ne vem, vsak teden ali pa na 2 tedna, učitelj vpraša učenca, kje si, ti pomagam, kaj si že našel, kaj si ugotovil, kaj še ti manjka, kje potrebuješ podporo. Lahko je to konec koncev tudi vrstniška povratna informacija, torej da se oblikuje skupina sošolcev in se med seboj
dopolnjujejo in se usmerjajo. Seveda pa ob tem tudi obisk knjižnice in šolskega knjižničarja, ki je strokovnjak za iskanje informacij in bo tudi znal usmeriti učenca v pravo smer. Drži. Ne? Sam ste rekel, ne? Učenec je dobil neko nalogo. Zdaj, idealno bi bilo, da je že ta naloga na ta način, kako naj temu rečem, podana oziroma mu zastavljena, da je že imel sam vsaj nekaj vpliva na to, kakšna ta naloga je. A ne? To se pravi, da bi že v šoli mogoče opravljen nekaj razmislek ali pa si je znotraj ene širše teme lahko izbral eno podtemo, ki mu je v osnovi bolj zanimiva, se pravi, da mu je bližje, ker bo tudi potem sam znal sodelovati v tem procesu. Bo recimo staršu odgovoril, tukaj sem zato, ker s tem nisem čisto zadovoljen, zato ker to ni tisto, kar recimo sem si zadal. Skratka, da se sam recimo temu identificira z neko tematiko. Potem pa seveda vloga vseh odraslih, staršev, učiteljev, je, da to, in to je v resnici težko, vsi imamo premalo časa, učitelji imajo prevelike skupine in tako naprej. Sam sistem ni ravno naravnan, da bi zelo podpiral individualne povratne informacije in tako naprej, kar naj bi, recimo temu si vsi želimo, da bi tako bilo, pa vemo, da ni. Dejansko tukaj biti neke vrste opora, ne pa tisti, ki naredi na mesto. Če naš drugega, zato ker če narediš na mesto, se tisti potem ne bo nič naučil. Čemu je pa vsaj v osnovi taka naloga namenjena. Torej, da dobim iz okolja v bistvu podporo, da je nekaj to, kar je moj proces, da jaz najdem v tem svoje načine, kako se tega loti, tudi mogoče na temo, ki mi ni mogoče zanimiva, pa najdem nek kot, kako se jo bom lotil na način, da mi je pa bolj zanimiva. Torej, zdaj vseeno imam neko motivacijo, starši so me veliko spraševali, kam jaz zdaj grem, kje najdem kakšne zanesljive vire, kam jaz kot iskalec nekih informacij se lahko obrnem, da pridem do nekih zanesljivih informacij. Zdaj, to je vprašanje za $1 milijon. Ker je situacij toliko veliko različnih, da spet ni enega samega pravega odgovora. V resnici morajo to biti taki viri, ki so za tisto konkretno situacijo oziroma tisto konkretno nalogo ustrezni. To je lahko tudi kakšen človek včasih. To je lahko vir, ki ti ga priporoči nekdo izven šolskega okolja, starš, družinski član, sosed ali karkoli. Lahko je pa to seveda učitelj, pravzaprav bi moral biti, učitelji načeloma bi se posebej morali ukvarjati s tem, da so situacije, ki jih učenci doživijo, naloge, ki jih dobijo, take, da so obvladljive, da zanje obstajajo viri, da se jih da, bom rekla, na nekem vogalu prijeti, tako kot ste vi rekel. Absolutno, in zato sem pustila za na konec, pa tudi knjižničarji. In tudi učiteljem bi knjižničarji lahko morali biti tukaj v bistvu eni dragoceni sodelavci in prevzeti tisti del, ki morda učiteljem ni najbolj domač. Ta informacijski del, informacijska ponudba in tako naprej. Zato je tako zelo dragoceno to, kar je Romana že rekla, to sodelovanje med strokovnimi delavci v šoli. In pa tudi, da učitelj preden sestavi nek nabor tem, nekih področji, ki naj jih učenci raziskujejo, stopi v knjižnico in preveri, kateri viri so na voljo. Vsaj neki osnovni. Zdaj, seveda, mi starejši zagovarjamo tiskane vire, ker smo tam začeli, je pa veliko tem, kjer so bolj aktualne informacije seveda na spletu. In to je potem naslednji korak, vrednotenje informacij na spletu, kje jih najdemo, katere spletne strani so verodostojne, zanesljive, in tudi tukaj učitelj skupaj s knjižničarjem naredi nek nabor teh spletnih strani in učenca usmeri vsaj v tem prvem iskanju, v teh prvih korakih, kje naj se loti. Če se tukaj lahko navežem kar direktno na tisto, kar nas v zadnje čase vse najbolj žuli, umetna inteligenca oziroma orodja, ki spadajo na področje generativne umetne inteligence. Za katera se nam trenutke zdi, da so čarobna in naredijo vse tisto, kar mi ne moramo, nimamo časa, ne znamo, potegnejo skupaj vse sorte. Absolutno bi otroci morali biti izpostavljeni situacijam, ko uporabljajo tudi ta orodja in se učijo o njihovem delovanju.
kar pomeni, kdaj pa tudi niso ustrezna. Včasih se zgodi, da je že izbira orodja, s katerim se bo šlo tu, kar precej ključna, kar precej usodna, ne? In te lahko odpelje v napačno smer. Veliko napačnih smeri se mora v resnici zgoditi, zato da bomo tudi do teh orodij začeli razvijati kritičen odnos, da se bomo znali odločiti, kdaj jih ne bomo uporabili. Včasih je hitrejše vprašati kolega. In tukaj še vedno velja staro navodilo, preveri. Ja, seveda, Še na razmisli enem in drugem preveri. mestu. Kritičen odnos. Ne? Torej, da tudi informacije, ki jih mogoče dobim z zelo veliko lahkotnostjo, Ja, seveda. saj napišem en stavek, pa imam cel esej, je potem potrebno seveda preveriti. Ja? Tukaj je v bistvu zelo ključno, ne? V resnici vsi vemo, ne? Zelo ključna tudi povratna informacija, ki jo ti o tem dobiš. Ko si enkrat zadevo pripravil in dal iz rok, ne? Ja, da tisto ni v redu. Mislim, ker če stvar samo v tem, da oddaš, ne da bi nekdo tisto pogledal, preveril, ti dal povratne informacije oziroma te celo spremljal med postopkom nastajanja, je potem si se naučil, da je v redu, ne? Ja, mogoče še tu en nasvet kak za starše, ki mogoče se znajdejo pri tem, da njihov otrok pa začne spraševati doma, kam pa naj grem zdaj to iskati, kje pa naj najdem ta vir, a so kakšna orodja, a naj grem mislim, ne bom zdaj promoviral nekih orodij specifičnih, ampak umetno inteligenco, rečemo tako, naj grem to vprašati. Kaj je mogoče nasvet kak za starše, kako s tem? Isto naprej z vprašanji ali mogoče kaj bolj... Tukaj se že malo zaplete, ne? Ker tudi če bodo starši učenca spraševali, učenec ne bo znal odgovoriti in ne bo našel prave poti naprej. Ker sedaj je res toliko informacij na voljo in res ne vemo več, komu verjeti. In tudi za starše morda enako velja, da v tej točki, v tem koraku pa vseeno pristopijo in oni preverijo, ali so te informacije res prave, ali res držijo. Ker ne vem, včasih smo rekli, vsaj še na enem mestu preveri, zdaj bomo najprej rekli kar na 3. Preveri še vse nekje drugje. Ne? Pa poglej tudi, kdo stoji za temi informacijami. Ali je to kakšna javna inštitucija, je to državni zavod, ki res stoji za temi podatki, z vsemi strokovnjaki, znanstveniki, je to kakšna fakulteta, ne kar nekdo. In tukaj smo že spet presoditi, ali kakšen dnevniški zapis, ali kakšen videoposnetek na kakšnem družabnem omrežju, ali preverjene znanstvene informacije v znanstvenih revijah ali pa na spletnih straneh fakultet, univerz, inštitutov. Zdaj, če izhajam iz osebne situacije, mogoče sicer nisem najbolj tipičen starš, kar se teh stvari tiče, ampak jaz bi predvsem usmerjala pozornost, če dobim od otroka to vrstno, recimo temu razmišljanje, vprašanje ali kakorkoli, kaj je tukaj tvoja naloga? Se pravi, kaj je tisto, kar si recimo temu dobil kot navodilo oziroma usmeritev od učitelja, a si se že tam kaj pozanimal, si šel vprašati v knjižnico, imaš v knjižnici vire. Zdaj, moja osebna izkušnja nažalost glede tega ni najboljša, ker sem dostikrat v teh primerih dobila odgovor, ne, nisem dobil navodil, ne razumem, v knjižnici ni ali pa se mi ne znajo pomagati in tako naprej, kar seveda ni dobro, ne, ker to je prva točka, kjer bi otrok moral dobiti te informacije. Potem so pa seveda, bom rekla, razmisleki na strani staršev, s čim oni sploh lahko pomagajo otroku, ker ni nujno, da mu znajo pomagati. Včasih so otroci v stiski ravno zaradi tega, ker se na nikogar ne morejo tukaj obrniti. In v resnici bi morali tudi o tem razmišljati, da je to dostikrat v resnici nekaj, kar ni naloga starša. Ne? Da v takih procesih je on glavna podpora otroku oziroma ona. Verjetno tu potem pride tudi kdaj do teh frustracij, do teh, in tudi del se mi zdi te informacijske pismenosti je to, da tudi čez to znam priti, tudi to čustveno komponento, da ene informacije bo treba iskati na način, da grem v knjižnico, najdem knjigo ustrezno, najdem ustrezno stran, preberem. Da če bom opisal to v neki pogovorni robot,
tista informacija ne bo nujno pravilna. Tako. Mislim, da se razumemo, saj tudi starši, v resnici vsi ljudje funkcioniramo po liniji najmanjšega napora. A ne? Stvar je samo v tem, kaj je tisti minimalni prag sprejemljivosti. Zato zdaj jaz vas čas tukaj govorim, moraš dobivati povratne informacije na ustreznih točkah. Ne? Zdaj obstaja kar nekaj priporočil, da mora otrok, jaz imam zdaj recimo tukaj eno skico enega tega vlakca smrti roller coaster. Ne? In dejansko otroci vsak pravzaprav gre tukaj čez en vlakec smrti čustev. Ne? Nekaj časa se ti zdi, da ti gre super, potem spet, kaj je zdaj to, koliko je zdaj teh informacij, ali pa sploh jih ni, kaj naj zdaj naredim. Skratka, to dejansko je tudi zelo čustven proces. In ja, tudi, kar se čustev tiče, bi morali otroci dobivati povratne informacije, podporo v smislu, ja, treba je iti čez to, oziroma to tudi, je nekaj, kar... Ja, tudi normalizacijo kar je normalno, tega. Da je to normalno, da je to proces. Malo smo že zdaj tudi naslovili povratne informacije, zdaj sem že mogoče neko nalogo oblikoval, oziroma zdaj že moram začeti tudi oblikovati, kako bom jaz te informacije tudi mogoče podal v neki govorni nastop, mogoče v neki drug izdelek, nek zapis. Mogoče kje se lahko tu zatakne, kakšni predlogi, mogoče nasveti, kako informacije zdaj, ko enkrat imam nekaj, imam občutek, da nekaj razumem, kako pa zdaj to zapakirati in predstaviti mogoče drugim poslušalcem? Po navodilih. Čisto odvisno, kako je bila naloga zastavljena, ali je to govorni nastop, ali je to treba kaj zapisati, ali je treba oddati. Oboje mogoče. Enostavno tudi tukaj se je treba lotiti pisanja po navodilih in tukaj je spet naloga učiteljev in strokovnih delavcev, da podajo ta navodila in naučijo pisanja takih prispevkov. Ne vem, uvod, jedro, zaključek, grafični ponazorilniki, slike in vse to bomo zdaj spet pridali lonček, šolski knjižničarji, ustrezno navesti in citirati. Že v iskanju informacij si je treba zabeležiti, kje smo našli te informacije in to vse se prepleta in delamo hkrati. Enostavno starši pa tudi spet, da bdijo nad tem izdelkom in da skušajo razumeti, kaj učenec oblikuje. In če se ne razumejo, ga učenca na to upozorijo, da popravi in tudi oni dajo povratno informacijo. Mogoče igrajo občinstvo, ki mu bo predstavljeno to, če je taka naloga. Da starš v bistvu malo postane učenec v tem, da se malo vloge mogoče... Recimo. In tukaj je dejansko zelo pomembna ta vloga, dajmo reči navodil, oziroma ob tem tudi povratnih informacij. Primerov, recimo, da imajo učenci možnost videti, kako stvar bo na koncu izgledala, kaj je tisto, kar se od njih pričakuje. Ne v smislu recepta, ampak v smislu nekega zgleda, kamor recimo se usmerijo, v kaj naj se recimo usmerijo. Take stvari. Kot konkreten primer in svojo izkušnjo povem, da je bilo najbolj učinkovito učenje takrat, ko so dijaki pregledali en plakat in so sami postavili kriterije, kaj je dober plakat. In so sami pregledali, ni bil ne odličen, ni bil ne slabši, en povprečen plakat in so potem sami izdelali navodila, kakšen pa bo njihov plakat. In potem so vsi vedeli, zakaj mora biti naslov, zakaj mora biti tako oblikovano, tako kot je. In samo skozi lastno izkušnjo in z osmišljeno izkušnjo je to učenje res učinkovito potem. In pa seveda, če se vrnem, kako naj to predstavi učenec, predstavi naj to, kaj se je novega naučil. Kaj je novega izvedel iz teh informacij, ki jih je prej poiskal na to določeno temo. Konec koncev to pa je bil tudi cilj te naloge, ki se je lotil. In da lahko potem, ko so informacije tudi na ustrezen način predstavljene, tudi lažje jih razumem, lažje jih si zapomnim. Tudi lažje mi je predstavljati nekaj, kar bolje jaz razumem, pa kar sem tekom tega procesa se tudi naučil. In seveda tudi vaja. Večkrat, velikokrat ponoviti. Več bo takih situacij, bolj bo to znanje, te veščine in spretnosti bodo utrjene in bo veliko lažje. Potem tudi o bolj zapletenih temah in področjih. Torej ena predstavita enemu staršu, drugemu, potem kakšni domači živali, sestram, bratom. Naprimer, sam sebi pred ogledalom. Sam sebi. To bo že za 5. To bo že za 5, No in ko si že omenila 5, zdaj
ne vem, če se že pogovarjamo o zaključku, ne, dejansko so izjemno pomembne, ne samo tista končna ocena, to je tisto, česar smo vsi navajeni, koliko sem pa zdaj dobil, ne, ampak tudi to, kaj sem se naučil. Kako je šel ta proces? Zato, da imaš priložnost razmisliti o vsem, čez kar si šel, kako mi je šlo. Tam na začetku sem se nekaj zapletel, zakaj sem se že zapletel, aha, pa kakšna je bila pa rešitev. Aha, ok, to, ne, kam sem potem šel, a sem se dobro odločil, skratka, da ozavestiš, ne, refleksija, ne, ali kakorkoli, če smo že na strokovnih izrazih, ne, tisto, skozi kar si šel, zakaj? Zato, ker ti bo naslednjič lažje. Sam moraš pa dobiti priložnost še naslednjič in naslednjič in naslednjič in tako. Žal pa velikokrat zmanjka časa in vsi hitimo naprej, vedno lovimo zadnje roke in v zadnjem roku oddamo, tudi učitelji potem morajo pogledati in pregledati za cel razred naenkrat in za to refleksijo in ta pogled nazaj res velikokrat zmanjka časa. Sploh pa, če dobi učenec 5, je kar zadovoljen in ga več ne zanima. On je dosegel najvišjo oceno. Opravljeno. Zdaj, če dobiš 4, ga mogoče zanima, kaj pa bi lahko še izboljšal. Ne? In žal velikokrat zmanjka ta pogled nazaj in ta proces, pogled na proces. Če lahko se z eno anekdoto, ne, na to navežem. Ne. Sicer je iz visokošolskega okolja, ampak vendarle. Ne. Ena profesorica je nekoč študentom dala nalogo in potem so jo spraševali, kaj pa bom jaz od te naloge imel. A bom dobil oceno, a to pomeni pogoj, da grem lahko na izpit ali kakorkoli. Pa je rekla, ne, dobil boš opravljeno nalogo. In so jo zelo, zelo debelo gledali. Ne? Nismo vajeni tako razmišljati. Tako da meni je vsakič hudo, ko slišim, ni časa, hitimo naprej, ker stvar je v tem, da v resnici to, da mi hitimo naprej, pomeni, da se veliko manj naučimo, kot bi se naučili, če bi mogoče malo manj hiteli, pa se ukvarjali z malo manjšimi količinami vsega skupaj. In je lahko ta refleksija verjetno tudi nekaj, kar v domačem okolju izpeljemo. V smislu tudi, spomnim se takrat, ko zdaj si že v pravo bila, tudi če je dobra ocena, spomni se tistega momenta zvečer, ko je bila ta frustracija ali pa ko nisem nekih informacij najdel in si potem... Kaj si pol naredil? Ja, kaj si potem naredil? Da ozavestimo tudi ta proces tega, da je to, kot je bilo prej izpostavljeno, vlakec smrti malo. Ne? Ja, vlakec smrti je, vedno je. In da ko pogledamo to v celoti, potem vidimo, bomo tudi naslednjič bolj pripravljeni na te vzpode, padce. Ja, velikokrat je na mesto vprašanje staršev, ne kakšna je bila ocena, koliko si dobil, ampak kako si se ob tem počutil? A si zadovoljen s svojim delom? Ja. Kaj bi lahko naredil še drugače? Ja. A bi lahko šlo hitreje? A bova drugič prej začela? Ja, seveda, se vsi obljubimo, da bomo prej začeli. Seveda. Ne? Zelo koristne recimo so lahko tudi povratne informacije vrstnikov. Ne? Kaj pa oni mislijo o tem, kar si ti naredil, sproduciral, kako si predstavil, ali pa ti lahko nazaj povedo, kaj so si zapomnili. Skratka, da mogoče še njih mečkano postavimo v to vlogo, ne? Oziroma da jim pomagamo, da so del tega procesa. Ne? Torej, v bistvu celotna ta pot iskanja informacij je polna različnih akterjev, različnih poti možnih, različnih pristopov. Jaz sem zdaj oddal svojo nalogo, sem dobil neko povratno informacijo. Mogoče še kakšne zaključne misli za starše, za tudi učence, če mogoče kakšen posluša in se trenutno bori s kakšnimi informacijami? No, jaz bi si želela, da bi lahko vsi starši tako podprli svoje otroke. Ne? Bojim se, da mogoče to ni vedno mogoče. Zato bi bilo zelo, zelo dobro, če bi, kolikor je le mogoče, vsi otroci v šoli dobili tako podporo, povratne informacije in tako naprej. Ne? Mogoče je malo nekorektno staršem ob vsem, kar sicer jih v življenju čaka, v vsakodnevnem življenju, še te naloge recimo dodeljevali. Ne? Seveda je prav, da spremljamo svoje otroke, samo mislim, da bi to morali delati v sodelovanju še s kakšnimi drugimi odraslimi, ki ravno te iste otroke tudi spremljajo. Jaz bi rekla predvsem pogovor. Pogovor o tem, kaj se dogaja, o tem, kaj otrok učenec počne. Lahko tudi pogovor na splošno, ker šele takrat bomo razumeli, kako učenec razmišlja, v katero smer gre, kaj mu dela težave. Ne? In pa tudi, zdaj se bom dotaknila še ene pereče teme, branje. Veliko branja, ker bralna pismenost je seveda temelj vseh ostalim in lažje bomo povzemali
to, kar najdemo, informacije, lažje bomo izluščili informacije in tudi lažje se bomo pogovarjali o tem, kar smo prebrali in kar smo se novega naučili. Torej, skratka, pogovor in pa raziskovanje skupaj z nekim namenom in na neko temo. Tudi raziskovanje sebe na koncu. Raziskovanje sebe. Če ne imajo odnos do informacij, branje. Branje omogoča spoznavanje sebe in branje omogoča globlje znanje. Recimo In tako. ne raziskovanje samo za šolsko rabo, ampak tudi, ne vem, morda naše naslednje počitnice. Raziščimo, kaj nas tam Tematika, čaka. nekaj. Ja. Super. Jaz bi na tej točki naš pogovor zaključil. Mislim, da smo informacijsko bili zelo polni. Zahvalil bi se obema sogovornicama. Hvala tudi vam, ki naš podcast Digitalno izobraževanje poslušate. Vsebino podcasta omogoča Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje s pomočjo sredstev mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost in Next Generation EU. Ne pozabite, da je znanje moč, zato ga skupaj z nami množite in delite. Ostanite digitrajni, poslušajte nas še dalje, kjerkoli poslušate svoje podcaste in se slišimo v naslednji epizodi podcasta Digitalno izobraževanje. Nasvidenje. Hvala za Srečno. povabilo. Hvala, srečno.